Danes v Pomurskem dnevniku. Omejitev zbiranja na največ 10 ljudi. Okužbe v UKC Maribor. Hranilnik električne energije. Martin Strel o plavalskih preizkušnjah. Vreme, jutri bo po večini sončno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Vlada je že včeraj zjutraj na dopisni seji sprejela odlok, s katerim je zbiranje od danes omejeno na največ 10 ljudi. Zbiranja oziroma prireditve z udeležbo nad 500 ljudi pa bo možno le v primeru pozitivnega mnenja NIJZ. Podrobneje o sprejetem odloku in omejitvah zbiranja ljudi pa v naslednjem prispevku. Zaradi večanja številk je vlada, kot pravi, bila prisiljena ukrepe za omejevanje virusa COVID-19 še bolj zaostriti. Na včerajšnji seji so sprejeli ukrep o omejitvah zbiranja. Torej, zbiranja nad 10 ljudi ni več. Zbiranje nad 10 ljudi ni več dovoljeno. Dovoljeno pa je, tako kot je to bilo v preteklosti, zbiranje nad 10 do 500 ljudi, v primeru organiziranih predstav, kulturnih predstav, skupščin družb in tako naprej, pod pogojem, da za ta zbiranja organizator, sklicatelj ali tisti, ki nekako je te ljudi dobil skupaj, dobi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja. Kar z drugimi besedami pomeni, da je za tako zbiranje, kjer bo zbranih več kot 10 ljudi, potrebno dobiti ustrezno dovoljenje NIJZ-ja in upoštevati vsa njihova priporočila. Je pa k temu odloku dodana še naslednja sprememba. Vsa ta zbiranja, združenja, prireditve se od danes od polnoči naprej opravljajo brez zakusk. Ta ukrep je bil sprejet na podlagi številnih okužb na račun zasebnih zabav in druženj. Policija že opozarja na sprejet odlok ter da bo pristop do vseh tistih, ki ta odlok kršijo, precej strožji, precej drugačen, kot smo ga bili navajeni. Če smo v preteklosti petkove kolesarje in vse tiste, ki so pravzaprav mesece kršili ta odlok, spremljali relativno stoično, naj napovem, da bo jutri to drugače, od jutri naprej to drugače. Pristojni organi že opozarjajo in preverjajo upoštevanje odloka, a ne v primerih zasebnih prostorov. Nihče ne bo vstopal v stanovanja, torej če sami niste ali pa niso ljudje tako pametni, da v svojih stanovanjih glede na epidemiološko situacijo ne bodo vabili bodisi znancev, bodisi kogarkoli, torej v teh prostorih pripravljali fešt. Vkolikor pa gre za zasebne prostore v smislu restavracij, gostiln, društev, česarkoli, pa veljajo te zadeve ravno tako tudi za te prostore in za take organizacije. Število okuženih med zaposlenimi v UKC Maribor se zelo hitro spreminja. Nove okužbe se pojavljajo po skoraj vsakem vikendu, ko se zaposleni okužijo izven delovnega časa. Zaradi vedno novih okužb morajo sprejemati tudi reorganizacijske ukrepe. V UKC Maribor je na COVID oddelku trenutno 22 bolnikov na navadnem ter 3 bolniki na intenzivnem oddelku. Postelj je zaenkrat dovolj, če bo potrebno, pa lahko kapacitete še zvečajo. A bi zvišanje števila postelj na COVID oddelku vplivalo na potek dela na drugih oddelkih? Če bi se številke še povečale, potem lahko tudi še zvišamo število postelj, ampak takrat bomo pa morali začeti razmišljati, katere programe bomo ustavljali za to, da bomo lahko seveda kadrovsko zmogli takšne številke. Po zadnjih testiranjih so se povečale tudi številke okuženih zaposlenih. Sedaj okuženih 23 zaposlenih, 33 jih je v samoizolaciji. Okužbe so razpršene po različnih oddelkih, kar vpliva na potek dela. V zadnjem obdobju je postala že stalnica, da se nam pojavljajo čez vikend okuženi, ki prinašajo okužbo v samo ustanovo. To so praviloma zaposleni in to nam povzroča izjemne težave in nam povzroča tudi sorazmerno nepregledno stanje in pomembne reorganizacijske ukrepe. Vodstvo UKC-ja je zaposlenim dalo jasna navodila, a ker ni razglašena epidemija, mehanizmov za ukrepanje ob tem, ko se nekateri zaposleni navodil enostavno ne držijo, nimajo. Naša navodila so sicer zelo jasna.
ampak potrebno je pa vedeti, da glede na to, da ni razglašena epidemija, da ni dobenega krovnega zakona, nimamo dobenih ingerenc, da bi s kakršnimi koli ukrepi vplivali na to, kako ljudje živijo izven ustanove. Seveda pa pričakujemo, da se varnostno obnašajo in profesionalno obnašajo tudi, ko niso v bolnišnici. Zaradi okužb med zaposlenimi sicer niso zaprli nobenega oddelka, je pa zaradi testiranj bilo okrnjeno delo na nekaterih oddelkih. Tako da je včeraj odpadlo nekaj načrtovanih programov, drugače pa praviloma ne zapiramo nobenih oddelkov. Res pa je, da na vseh oddelkih delo teče nekoliko upočasnjeno. Dnevno opravijo več kot 100 testov in tako poskušajo omejiti širjenje virusa v ustanovi. Po novem si lahko pomagajo tudi s hitrimi testi, ki pa so še v fazi preizkušanja. Da je novost, ki se nam zdi zelo pomembna, ta, da smo začeli validirati tako imenovane hitre teste, ki nam lahko v nekaj minutah povedo, ali je nekdo pozitiven ali je nekdo negativen, kar nam olajša diagnostiko in zdravljenje. Gre za teste različnih proizvajalcev, rezultate pa pokažejo že v 15 minutah, medtem ko je potrebno pri navadnih testih na rezultate čakati vsaj 6 ur. Podjetje Engen je včeraj na območju Kidričevega Taluma odprlo svoj drugi baterijski hranilnik električne energije, ki velja za največjega v širši regiji. Baterijski hranilnik električne energije rešuje problem shranjevanja pridobljene energije za kasnejšo uporabo. Baterijski sistem v Kidričevem se ponaša s priključno močjo 15 MW in zmogljivostjo 30 MWh. Ta hranilnik je v bistvu velika korist, predvsem v primerih, ko prihaja do prekinitev dobave električne energije iz prenosnega omrežja. Ta baterija, tako kot ostale baterije v naših življenjih, lahko premostijo ta čas izpada zunanjih virov energije, dokler se zopet sistemi v prenosu energije ne vzpostavijo. Investicija baterijskega hranilnika je stala 15 milijonov evrov. V oddaji Dora bo tokratni sogovornik maratonski plavalec Martin Strel. Vse o njegovih začetkih, najodmevnejših dosežkih izveste v oddaji Dora Nedeljski pogovori, ki bo na sporedu v nedeljo ob 20. Sedaj pa vam pokažemo zgolj utrinek iz pogovora, ko se Martin spominja svojih plavalskih izkušenj po reki Muri. Reka Mura je del Pomurja. Vse vasi dol, Petanci, župniki so prišli z berdami, s tamburecami, prinesli so za pit. Jaz sem se vsem pil, vse, kar so mi dali, iz šnops, medico, vina. Jaz sem se toliko napil, pet pijan sem bil, ne, da sem kar takole šel po vodi. Pa sem vse posod stal, kjer so bili ljudje. Tako, mislim, da ljudje tako z enim srcem pridejo, ki je organizirani, ne, da župnik z cerkve pride, da muziko pripravi. To ni tako, ne, enostavno moraš to spoštovati. Sem stal vse posod. Jaz sem se tako napil, da nekaj ne vredi, ampak ko splavam, se kar razkadetu po meni, ja. In sem pol prišel dol, ne, do tiste Drave tam noter. Zelo lep dogodek. No, tudi potem Dravo, ko sem delal leto kasneje, 2006, so bili tudi taki, tudi Mura tle pride v te kraje, oziroma Drava. Vmes sem plaval še vel tam na Češkem gor, tudi velik dogodek. To je bilo vse priprava na Amazonko, recimo. Turizem je ena tistih gospodarskih panog, ki jih je epidemija COVID-19 najbolj prizadela. Od sredine marca do sredine maja 2020 prihodov turistov zaradi omejitev za zajezitev epidemije skoraj ni bilo. Po tem obdobju se je začelo stanje počasi izboljševati, predvsem zaradi prihodov domačih gostov. Leto 2019 je bilo za slovenski turizem rekordno, saj je bilo zabeleženih največ prihodov in največ prenočitev turistov doslej. Več kot 6,2 milijona prihodov turistov in okoli 15,8 milijona prenočitev. Je pa bilo letošnje leto popolnoma nasprotje lanskemu. Čeprav je še bilo v januarju in februarju 2020 število prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji primerljivo s preteklim letom, pa je v marcu in aprilu 2020 epidemija COVID-19 slovenski turizem povsem ohromila.
Prihodov turistov od sredine marca do sredine maja 2020 ni bilo, tudi prenočitev je bilo zanemarljivo malo. Turisti so se znova začeli vračati po preklicu epidemije. Tako je v juniju število prihodov turistov in število njihovih prenočitev doseglo približno 35% vrednosti iz lanskega leta. Je pa uvedba turističnih bonov močno spodbudila goste, da so dopustovali v Sloveniji. V juliju in avgustu se je namreč število turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih glede na prejšnje mesece skokovito povečalo. Na ravni vrst turističnih občin je bilo v obdobju od začetka maja do konca avgusta 2020 zabeleženih največ turističnih prenočitev v gorskih občinah, sledile so obmorske občine, zdraviliške, nato Ljubljana ter ostale občine. Kar se vremena tiče, bomo imeli jutri po večini sončno, z jutranjo meglo, v noči na nedeljo pa se bo pooblačilo ter pričelo deževati. Več o vremenu pa seveda v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 18 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi izmerili 17 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 16 stopinj ter v Krajinskem parku Goričko 14 stopinj Celzija. Jutri bo po večini sončno, z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačnost povečala, zvečer bodo na severozahodu padle prve dežne kaplje. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru 8 stopinj, čez dan pa bodo termometri pokazali 21 stopinj Celzija. V noči na nedeljo se bo povsod pooblačilo, pričelo bo deževati. Ob morju bo sprva tudi kakšna nevihta. Začel bo pihati severovzhodnik, na Primorskem burja. V nedeljo bo oblačno s padavinami občutno hladneje. Meja sneženja se bo lahko spustila do alpskih dolin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja. V noči na ponedeljek bodo padavine ponekod že ponehale, v ponedeljek čez dan pa povsod. Burja bo slabela. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med 6 in 10 stopinjami, čez dan pa med 11 in 13 stopinj Celzija. Vse to smo vam danes pripravili v Pomorskem dnevniku. Želim vam lep preostanek dneva in nasvidenje. Do prihodnjič.